Fotke so zelo pomemben del vsake spletne strani, ampak ne samo spletne strani, tudi družabnih omrežij. In lahko se zgodi, da za dobre fotke najameš fotografa ali pa jih kupiš na spletu. Ne glede na to, pa so pogosto to kar veliki finančni zalogaji. Sploh, če fotko potem uporabiš samo enkrat. Ampak ni nujno, da uporabiš samo enkrat. Danes v tem videu ti pokažem kar 5 trikcev, kako lahko fotko spremeniš in tako narediš čist novi občutek fotke in jo ponovno uporabiš. Torej, prvi trikec je obrez oziroma rotacija. Fotko lahko obrežeš na različne načine. Zdaj, če je to možno, lahko fotko razrežeš tudi na več delov. Seveda, da so potem vsak del smiselni in uporabiš vsak del posamezno. Fotko lahko tudi rotiraš ali pa jo prezrcališ in tako dobiš lahko čisto nov vidik neke fotografije. Drugi trik je, da na fotografijo dodaš rob, dodaš logo, dodaš napis. Sploh, če ima tvoja fotografija veliko praznega prostora oziroma takega belega, kamor lahko staviš svoj tekst, dodaš obrobo, mogoče logo ali še kakšno grafiko, lahko dobiš čisto novo fotografijo. Lahko pa jo uporabiš tudi kot ozadje pri kakšnem novem quotu, recimo teh inspiracijskih quotih, dodaš kot ozadje, dodaš še mogoče svoj logo, dodaš še torej rob in imaš spet novo vizualijo. Potem tretji trikec je, da fotografijo spremeniš v črno-belo verzijo. Pazi edino, da je smiselno jo v bistvu spremeniti v črno-belo verzijo in da se pač vse lepo vidi. Četrti trik pa je zamenjava barve. To je eden izmed mojih najljubših, s katerim se res rada igram. In sicer v fotografiji lahko popolnoma spremeniš barvo. Zato najboljši programi so seveda Photoshop ali pa Lightroom. Zdaj, če ne uporabljaš teh profesionalnih programov, sploh ni problema, lahko uporabiš različne aplikacije, tudi na telefonu, uporabiš različne filtre, ki že obstajajo in tako dobiš čisto v bistvu neko novo fotografijo, ki da drugačen občutek in jo komot še enkrat uporabiš. Peti trikec pa je, da iz ene fotografije narediš kolaž. In sicer, da jo razrežeš, posamezne delčke mogoče malo zarotiraš, jih različno prestaviš in dobiš spet čisto novo vizualijo. To je pa bilo mojih 5 trikcev, čisto na hitro. Seveda ni nujno, da uporabiš vsak trikec posebej, lahko jih združiš, kombiniraš in tako dobiš spet čisto neko novo vizualijo. Kar ti pri tem ustvarjanju predlagam je, da se prepustiš, zraven uživaš in ustvariš nekaj čisto novega. Evo, če so ti videi všeč, te vabim, da se naročiš na moj YouTube kanal in se vidimo naslednjič. Čau, čau!